Lep pozdrav vsem na današnji tribuni z naslovom, zakaj je Slovenija še vedno v recesiji oziroma v krizi. Moram reči, da smo se z veseljem odzvali povabilu mestnega odbora Slovenske demokratske stranke v Ljubljani in smo se potem ob tej priliki obiska po posameznih delih Ljubljane, po posameznih mestnih četrtih, po posameznih zavodih in gospodarskih družbah sedaj sestali tu v dvorani v Slonu in bomo na to temo tudi spregovorili pač o situaciji v državi. Zdaj se moramo opravičiti, ker nekaterih naših kolegov še ni. Z novim režimom v Ljubljani, prometnim režimom, so najbrž tudi nekatere komunikacijske poti malo drugačne. Upam, da se nam bodo s nekoliko zamudo pridružili. Evo se že tukaj. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je izjemno močna v tem sklicu državnega zbora. Moram reči, da so med nami številni izkušnje tudi v izvršnem delu oblasti, se pravi v dveh mandatih smo imeli, oziroma v enem mandatu in v enem delu tega mandata smo imeli priložnost, da upravljamo z državo in moram reči, če gledamo to primerjalno po teh diagramih gibanj z ali Ropovimi in Drnovškovimi vladami ali potem Pahorjevo vlado ali vlado Alenke Bratušek, da smo bili v tem makroekonomskem pogledu izjemno uspešni, tudi v marsikaterem drugem kriteriju. Zdaj, značilnost teh 5 let, ki smo jih opravili v vladi, v Slovenski demokratski stranki, je pač zaznamovalo trdo delo, je zaznamovala racionalizacija državne uprave, je zaznamovala racionalizacija javnega sektorja, je zaznamovalo čiščenje z nepotrebnimi stroški in to v prvem mandatu in v tem delu tega mandata Janševe vlade. Medtem ko, če sedaj spremljate vlade, ki so bile pred nami, pa delajo pravzaprav diametralno nasprotno. Izredno lahkotno se zadolžujejo, ne izvajajo nobenih racionalizacij ali pa celo nasprotno. Vse tisto, kar je prinesla kriza, kar bi morali nadomestiti z gospodarsko rastjo, kompenzirati z zaposlovanjem v javnem sektorju. Vse tisto, kar manjka, pač poskušajo zbrati, tudi ne samo zadolževanjem, ampak tudi z novimi davki, ki enostavno prizadenejo predvsem podeželje, prizadene tudi gospodarstvo in pa seveda največji davek temu plačujejo mladi. Moram reči, da nas se skozi spremlja, lahko rečem, neke vrste prekletstvo, to je prepletenost starega režima z tem novim demokratičnim režimom, ki naj bi se in ki se pač poskuša izoblegati po osamosvojitvi. Zdaj žal so bile razmere take, da se s temi razmerami, nezdravimi razmerami, nezdravim načinom dela pretekle stare države ni dalo prekiniti, ni bila izvedena lustracija, ni bila določena omejitev, da tisti, ki so bili tedaj del oblasti ali pa del režima v totalitarni oblasti, ne bi mogli opravljati funkcije. Zdaj, ker se to ni zgodilo, so pač dali naprej nekaj lepih obrazov, praktično v vsakem mandatu, jim zgradili imidž, naredili ime, zadaj pa je pravzaprav vse funkcioniralo tako, kot ne bi smelo. In tudi zato najbrž se soočamo vsakeč, kot premo kakšno temo, predvsem s tistim znamenitim stavkom, ne glejmo nazaj, glejmo naprej. In to je pač stavek, s katerim se pokrije tisto, kar po osamosvojitvi nismo bili sposobni zaradi razmer, okoliščin izpeljati. To pa je ilustracija.
tudi sedaj to, kar se dogaja z našim predsednikom, ne, in vse te zgodbe, afere, namišljene zgodbe, je pač posledica tega. Ta režim, ta sistem ima še vedno izjemno moč v medijih, v politiki, v tako imenovanih neodvisnih institucijah in si v bistvu zbere čas in tarčo in dela tisto, kar se v normalnih razmerah ne bi smelo. No, toliko bi jaz v tem uvodnem delu povedal, preden pa bi dal besedo ostalim kolegom, ki sedijo tu z mano, pa bi prosil organizatorja današnje tribune, predsednika mestnega odbora Anžeta Logarja, za kratek nagovor. Izvolite. Hvala lepa in dober večer vsem skupaj. Tale naš ljubljanski župan je rahlo nenavaden, če sem zelo skromen. Hodi po vseh pasih procesijah na današnjem zboru, kjer gostimo največjo oziroma drugo največjo poslansko skupino in razpravljamo o pomembnih temah o prihodnosti Slovenije, pa ga ne najdem med vami. Razen če je v kakšnem kotu skrit s čepico na glavi, ampak mislim, da ga ni. Ga bomo morda malce kasneje, ampak vam zagotavljam, da naš ljubljanski župan ne želi nastopati pred publiko, ki svojo glavo misli. Najprej en lep dober večer poslanski skupini. Poslanska skupina se je na današnji dan lotila temeljitega pregleda Ljubljane, mestne občine Ljubljane po dolgem in počez. 6 skupin so organizirali in se srečali z dobrimi praksami, srečali z našimi gradbenimi jamami in srečali tudi z civilnimi iniciativami, da so iz prve roke dobili informacije, kaj se tukaj v Ljubljani dogaja. Verjamem, da bodo znali marsikaj pametnega povedati o tem in verjamem, da bo marsikaj zanimivega slišano na tej okrogli mizi. Za začetek bi rekel, da v imenu mestnega odbora Ljubljana si obisk poslanske skupine zasluži en gromak in glasen aplavz, da pozdravimo. Zdaj pa, če mi samo še to dovolite, kakor veste, nam spet zapirajo arhive. Skoraj preko noči smo se v mestnem odboru Ljubljana in tudi seveda na stranki zorganizirali, upregli vse naše sile in s ponosom lahko obvestim, da smo preko vikenda s pomočjo predsednikov četrtnih odborov, podmladka in vseh interesnih organizacij na območju mestne občine Ljubljana zbrali preko 800 podpisov. Mislim, da je to velik uspeh. Zdaj pa mislim, da se bomo prepustili besedam, zakaj Slovenija še vedno v recesiji. Če mene vprašate, zato ker se da se ni na oblasti. Hvala. No, zdaj najbrž veste, da je Ljubljana tudi naše mesto, ni samo gospoda župana, tudi mi smo tukaj. Za uvod pa bi dal najprej besedo podpredsedniku stranke, gospodu Zvonetu Černaču. Izvoli, Zvone. Hvala lepa za besedo in opravičilo za najeno zamudo za Andrejem. Res je, kar je bilo rečeno, v Ljubljani žal niso samo uspehi, ampak je tudi ogromno problemov. Res je, kar je bilo rečeno, v Ljubljani niso samo uspehi, ampak je tudi ogromno problemov in tudi tu je razlog za to manjšo zamudo. Zdaj, eden od razlogov, zakaj je Slovenija še v recesiji, je bil povedan, nekaj več globih in bolj zgodovinskih je pa povedal že uvodoma kolega, vodja poslanske skupine Jože Tanko. Mi nismo v tej krizi, iz katere nekako ne moremo že nekaj let iziti, samo zaradi tega, ker se je pač gospodarstvo pred 5 leti ohladilo, ne samo v Sloveniji, ampak predvsem okrog nas. Smo v krizi tudi zaradi tega, ker žal po tistem, ko se je vzpostavila demokratična država pred 23 leti, nismo upravili vsega, kar bi morali takrat narediti. Za nekatere stvari ni bilo dovolj politične moči, za nekatere ni bilo dovolj volje. V krizi smo zdaj tudi zaradi tega, ker dejansko nismo presekali s to
preteklostjo te popkovine nekako nismo pretrgali v celoti. En del je ostal in iz tega dela, ki je ostal, so se vsa ta leta napajala številna omrežja, ki dejansko so vzdrževala vzvode moči in kljub temu, da smo imeli demokracijo, demokratične volitve v veliki meri obvladovala državo. Zaradi tega se nam je zgodilo lastninjenje, kakršno se nam je. Zaradi tega smo prišli zdaj do te bančne krize, kjer je ta luknja bistveno večja, kot bi bila, vkolikor te popkovine ne bi bilo in vkolikor bi sedanje državne banke bile na nek način privatizirane in delovale na drugačnih temeljih, kot je delovala predvsem največja državna banka Nova LB. In tudi to, kar se je zdaj zgodilo, s tem, ko so se te bilance dale na mizo, seveda nismo vseh problemov odpravili. Če se bo ponovila zgodba, kot se je po letu 1993, ko so državljani in državljanke te banke enkrat že sanirali, se bo ta zgodba, če ne pride do izčiščenja v celoti, do privatizacije, ponovila ponovno čez 10 let, 20 ali pa mogoče še prej. In to bi bilo seveda slabo, ker jaz mislim, da Slovenija še enega takega šoka verjetno ne bi bila sposobna preživeti. Zdaj, če se spomnite te nesrečne vlade, ki jo je vodil v obdobju 2008-2011 Borut Pahor, je bilo takrat rečeno, pač cela Evropa, cel svet je v krizi, del te krize je tudi Slovenija. Ko se bo Evropa postavila na noge, ko se bo svet postavil na noge, se bomo na noge postavili tudi mi. Kot vidite, temu ni tako. Svet in Evropa sta se kar postavila na noge in se vedno bolj postavljata. Gospodarsko okolje okrog nas je precej segreto. Vsem državam je v letošnjem letu in prihodnjem napovedana gospodarska rast. Slovenija je edina črna pika na tem zemljevidu, kjer je napoved še vedno negativna. In seveda zato ne morejo biti krivi tisti okrog nas. Tisti okrog nas so zaslužni, če smo pošteni, predvsem zato, da ne padamo globje kot bi sicer. Ker če ne bi bilo tega izvozno usmerjenega gospodarstva v naši državi, bi imeli še bolj katastrofalne kazalce, kot jih sicer že imamo. V drugem mandatu, ko je vlado vodil naš predsednik, gospod Janša, se je ta vlada seveda resno soočila s temi razmerami in kot veste, tudi pripravlja nek načrt, kako ne bi Slovenija iz te recesije išla in ga tudi začela uresničevati. Neki reform je bilo uveljavljenih preko delovnopravne pokojninske zakonodaje, tudi nastavki glede izčiščenja bančnih bilanc, nastavki za bolj učinkovito upravljanje državnega premoženja in začeti postopek privatizacije, ki bi, vkolikor ne bi bilo tega nasilnega pretrganja mandata v začetku leta 2013, gotovo potekal hitreje in bolj učinkovito, kot poteka danes. Predvsem za nekatera podjetja je okolje verjetno že tako, da bi lahko Slovenija z njihovo prodajo iztržila primerno kupnino in s tem seveda olajšala breme javnofinančnega primanjkljaja. Druga Janševa vlada se seveda ni poslužila tistega, kar bi bilo najlažje, povečevanja davkov in dajatev, ampak je vodila ravno nasprotno politiko. Kljub temu, da so bile razmere težke, se je poskušala vsa ta bremena zniževati in omejiti javno porabo z ciljem, da se na nek srednjeročni način poreže tam, kjer je pač porezati potrebno, kjer so določeni sistemi preveč razbohoteni in bi jih prej ali slej morali spraviti v normalne okvire. Ta pot je bila z vlado Alenke Bratušek prekinjena. Zelo nasilno, zelo ostro. Veste, da smo v zadnjem letu dni bili deležni številnih povečanj bremen, od povečanja številnih davkov do prikritega povečanja obremenitev ljudi. Vse to se bo v največji meri pokazalo v letošnjem letu. Velika večina državljank in državljanov bo imela bistveno nižji standard v letošnjem letu kot v preteklem letu, ravno zaradi tega, ker bodo vse te obremenitve večje. Če se bo uspel ohraniti pri življenju še davek na nepremičnine, bo ta res še toliko večji. In ga bo zelo težko nadomestiti z nekimi drugimi ukrepi. Po našem mnenju vse to ne bi bilo potrebno, če bi ta vlada nadaljevala pot, ki jo je začrtala druga Janševa vlada. Imela pa je tudi neko popotnico, glede katere
smo pomagali tudi mi, ko smo bili takrat že opozicijska stranka. Kot veste, je prišlo do spremembe ustave, kar se tiče zlatega fiskalnega pravila glede omejitve zadolževanja, ki bi ga bilo potrebno spoštovati, ko se žal ne spoštuje, tako kot je bilo zapisano v ustavo, kar še ni izvedenega zakona, in glede omejitve referenduma. Ta vlada ima sedaj bistveno bolj mirno okolje, da lahko uveljavi določene spremembe, ki bi bile nujno potrebne, če želimo na dolgi rok zagnati gospodarski voz. Tisto, kar se nam zdi tudi pomembno, kar ni storjeno, bilo istočasno, ko se je te bančne bilance dalo na mizo in ko se je videlo, kakšna je luknja, da ta vlada, vlada Alenke Bratušek, ni začela kot prioritetno pregona bančnega kriminala. Tega ni, tudi ni nobenih usmeritev, niti ukrepov, da bi se vse tisto premoženje, ki ga bodo zdaj morali tam tajkunom plačevati ljudje, tudi zaplenilo. Absurd je, da beremo v časopisih o ljudeh, ki si obnavljajo 35 milijonov evrov vredne vile v Švici, mi pa jim bomo odplačevali kredite v višini preko 100 milijonov evrov, ki jih našim bankam niso vrnili. In te usmeritve ni. Kot vidite, se še vedno išče finančne učinke na nekih minornih zadevah, ko se lovi cvetličarji okrog novega leta, ali so vsi odvedli predpisen davek ali ne in podobno. Tako da po našem mnenju te usmeritve niso prave in to se kaže zdaj tudi v bilanci za lansko leto, ko je bistveno upad davčnih prihodkov, o čemer bodo kaj več povedali kolegi. Tako z moje strani. Naslednja bo Romana Tomc. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Prav lep pozdrav. Res zelo veliko se vas je danes zbralo tukaj. Upam, da boste kaj zanimivega slišali. Torej, jaz bi omenila na začetku, da danes imamo v Sloveniji po uradni statistiki zaradi razlogov, ki jih je omenjal kolega Zvone in Jože, 130 tisoč brezposelnih. To je rekordna številka v zadnjih 10 letih, vendar še bolj kot ta rekordna številka 130 tisoč brezposelnih, kar pomeni uradno številko, nekaj jih je pa seveda še za zraven, pa skrbi to, da smo v zadnjih recimo 5-6 letih izgubili v zasebnem sektorju 83 tisoč delovnih mest. V tem istem času se je v javni upravi zaposlenost povečala za približno 3000. In seveda, tako kot je bilo rečeno, vlada Alenke Bratušek očitno nima namena, da bi ta trend spremenila, ker nima želje, da bi nadaljevala politiko vlade Janeza Janše in se soočila z, bom rekla zdaj, eno preprosto gospodinjsko logiko, da na dolgi rok lahko porabimo samo toliko, kot ustvarimo. Dejstvo je, da v tistem hipu morda, ko zaidemo v težko situacijo, si moramo tudi nekaj sposoditi. Tudi najbrž naša vlada bi si morala sposoditi. Vendar bi bila seveda s tem sposojenim denarjem izredno previdna. In bi delala na tem, da, tako kot smo začeli, nadaljuje s procesom tega, da za podjetniški razvoj vzpostavlja neko primerno okolje za gospodarsko rast. Ne pa, da ta denar, ki si ga sposodimo, po zelo dragi obrestni meri porablja za to, da odplačujemo stare dolgove in da ga porabljamo za tekočo porabo. Seveda, vedno znova se bomo morali zadolževati in te zneski zadolževanja bodo vedno višji. Danes smo začeli tale obisk poslanske skupine, vsaj v naši skupini, tudi na Karitasu, kjer so nas pravzaprav seznanili z zelo, zelo žalostnimi podatki. V lanskem letu je ravno približno taka številka ljudi, kot je brezposelnih, čeprav to niso bile iste osebe, prišla po pomoč na Karitas. To se pravi, jaz bi rekla, to je tista zadnji korak, ki ga človek naredi, kot dejansko nima toliko denarja, da bi si kupil hrano in pride po hrano na Karitas. Tako da takšna je žalostna situacija v Sloveniji in strinjam se s kolegi, da zato, ker se ni nadaljevala politika varčevanja, politika prilagajanja razmer dejanskemu stanju in ker se nadaljuje politika zadolževanja.
Ta denar pa seveda ni razdeljen enakomerno, pravično med vse ljudi, da se bi dvignila blaginja vseh, ampak seveda se usmerja v privilegirane skupine, v tiste, ki so bližje tej vladi, gospodarstvo pa se ne spodbuja na način, da se jih razbremeni davkov, da bodo ustvarjali nova delovna mesta, ampak na način, da se posebej izbranim podjetjem daje desetine milijonov evrov subvencij. To je seveda gospodarski razvoj in način spodbujanja gospodarstva, ki smo ga mi vedno zavračali in smo želeli drugačnega. Upamo seveda, da bomo prišli nekako do te situacije enkrat, ko bomo lahko to pametno politiko začeli uveljavljati tudi sami. Hvala lepa. Zdaj bomo dali besedo Andreju Širclu, predpostavljam, da se bo posvetil bankam. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni. Vesel sem, da sem danes z vami, vesel sem tudi, da sem si pač ogledal nekatere ustanove v Ljubljani, za katere mislim, da imajo dejansko plemenit namen in plemenito delujejo. Žal imajo vedno več dela, kot je rekla Romana, predvsem zaradi tega, ker je vedno več ljudi na robu revščine. In to je slabo, še posebej, če imamo na drugi strani davkoplačevalce oziroma mi pokrivamo 5 milijardno luknjo, bančno, ki se je zgodila ne samo zaradi tega, ker so bili krediti dani na nestrokoven način, ampak predvsem zaradi tega, ker so bili dani na podlagi klientelističnih povezav za projekte, od katerih danes dejansko nikoli ne bomo imeli. Bančno poslovanje je relativno enostavno, čeprav se noben bankir s tem ne bo strinjal. Ljudje prinašamo depozite v banko, ti depoziti so obrestovani naprimer z 2% obrestno mero, govorimo o simboličnih obrestnih merah, od 1000 evrov banka zadrži 200 evrov, naprimer, tudi to je simbolična številka, ali pa 300 evrov, zato da lahko tekoče posluje, 700 evrov od 1000 evrov pa da, naprimer, za kredite oziroma za njihove naložbe, kot sami pravijo. In če potem ta kredit ni enostavno vrnen in če banka za to ne dobi ustreznega jamstva in ga dejansko ne more vnovčati, potem dejansko je ta denar izgubljen. In potem so, seveda, kot vsi pravijo, depoziti varni, ampak teh depozitov je dejansko veliko manj, kar pomeni, ni toliko depozitov, da če bi vsi prišli po njih, bi bili izplačani. Zaradi tega pač ljudje, oziroma ker so državne banke, vsi davkoplačevalci plačujemo še 3 milijarde za te banke, 3 milijarde za 3 slovenske banke, največje Novo kreditno banko Maribor, Novo Ljubljansko banko in A-banko, in po moji oceni ta zgodba še ni končana. Namreč ni končana zaradi tega, ker niso bile pregledane vse banke, tukaj bo še SID banka pregledana in še enkrat bo sta letos pregledani Nova Ljubljanska banka in Nova kreditna banka za stres testi. In to je dejansko moralna strahota, da to rečem, da se to dejansko dogaja. Predvsem zaradi tega, ker moramo pa tukaj biti zelo odkriti. Jaz sem pregledal, kdo je vodil banko, kdo je bil šef uprave ali pa predsednik upravnega odbora v vseh letih. In v vseh letih je bil predsednik upravnega odbora nekdo iz leve opcije. Nikoli, tudi v času vlade Janeza Janša, je banko vodil gospod Kramar, ki je sedel prej v Drnovškovem kabinetu in tako naprej in tako naprej. Skratka, ta leva opcija si je dejansko razdelila ogromno denarja, za katerega moramo plačati mi. In to, da se ne zgodi, da se ugotovijo dejansko ta kriminalna dejanja, ki so se dogajala in so potem seveda se denar stekal verjetno po celim svetu,
dejansko je treba tukaj iti, bom rekel, do konca in dejansko izpred, bom rekel, to moralno nepoštenost, ki se je zgodila. Kot so že moja dva predhodnika rekli, se verjetno ni nekih usmeritev, da bi se to dogajalo. Prvič zaradi tega, ker je tudi relativno malo ljudi, ki bi se na te zadeve spoznali, predvsem v pravosodnem organu. Drugič pa je najpomembnejše pa zaradi tega, ker ni enostavno želje, hotenje, volja, da bi se enostavno, da bi v Sloveniji zaživela tudi na tem področju, oziroma predvsem na tem področju pravna država. Pravna država in da bi pravosodje dejansko začelo delati. In tukaj gre za, po moje, neke dogodke, ki jih bo pa treba v prihodnosti, morda takrat, ko bo Slovenska demokratska stranka na vladi, ko bo vodila vlado, bolj korenito opraviti. Drugi moralni hazard, ki se dejansko dogaja v državi, je zadolževanje. V letu 2008 je Slovenija dolgovala 8 milijard evrov. Danes država dolguje 26 do 27 milijard evrov. Se pravi, v 5 letih smo se zadolžili za skoraj 20 milijard. Po obrestnih merah in v naslednjem letu, oziroma v tem letu, se bomo zadolžili še za najmanj 5 milijard. Po obrestnih merah, ki presegajo vse obrestne mere vseh konkurenčnih držav. Včasih smo omenjali Italijo, Avstrijo in tako naprej, danes pač omenjam Češko, Slovaško, Španijo, Portugalsko, ki imajo težave, vendar vse te države se zadolžujejo po nižjih obrestnih merah in to približno za 2 odstotne točke. Če se mi po 5, se te države po 3 odstotni obrestni meri ali še nižje. Slovaška se ne zadolži po višji obrestni meri kot je 2 odstotka. In te dolgove bodo plačevali prihodnji rodovi. Zaradi tega, ker se enostavno tudi dolg z dolgom enostavno poplačuje. Na svetovnem trgu bo Slovenija verjetno vedno lahko dobila kredit. Dobi ga tudi Egipt za 17, 18, 19 odstotno obrestno mero. Denar je vedno na razpolago. V Ameriki imate v vseh velikih finančnih inštitucijah posebne oddelke, ki se ukvarjajo s tveganim kapitalom, investirajo tvegan kapital, mladi ekonomisti, ki pridejo z Harvarda, uspevajo, da seveda največ zaslužijo v tistem. In to je naslednji moralni hazard, ki Slovenijo čaka in mi bomo morali temu narediti enostavno konec. Konec in tako kot je bilo rečeno, začeti živeti od tistega, kar dejansko ustvarimo. Seveda bo to določen šok, vendar druge alternative tukaj ni in vlada Alenke Bratušek bi morala to nemudoma spremeniti. Hvala lepa. No in zadnji med uvodničari je med nami najbolj izkušen. Bil je 2-krat minister, bil je župan, bil je vodja poslanske. Andrej Vizjak, izvolite. Jaz sem tudi najbolj siv. Verjetno. Ja, vse. Zadnji. Ja, torej, spoštovani, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Vesel sem res, da vas je toliko tu. In nazadnje, da je bil za nami tudi razmeroma zanimiv dan v tej ljubljanski regiji. Torej, zelo pomemben naslov je, jaz mislim, da tudi zelo aktualen današnje okrogle mize, torej zakaj smo še vedno v recesiji. Kot veste, recesija je nekaj kvartalno zaporedno beleženje negativne gospodarske aktivnosti oziroma gospodarskega padca in Slovenija bo letos po vseh napovedih, tudi domačih in tujih, in po številnih napovedih tudi prihodnje leto še vedno beležila gospodarski padec kljub sajenju rožic. Zdaj, to zamrbiti za marsikoga ni seveda tragična novica, če ne vemo, kaj so posledice nazadovanja gospodarstva. Posledice nazadovanja gospodarstva so seveda manj delovnih mest,
in posledično tudi večje obremenitve državnega proračuna z raznimi transferji, socialnimi transferji in posledično seveda tudi dodatno zadolževanje države, kar pomeni, da je državni proračun v nezavidljivi poziciji. Nekaj ima relativno malo prihodkov, ker tudi nazadujoče gospodarstvo manj davkov plačuje in ima več odhodkov, ker je potrebno servisirati vse transferje in še več teh povezanih z brezposelnostjo. In nastaja razlika, ki se imenuje primanjkljaj in to razliko je potrebno polniti z zadolževanjem. Zdaj mi smo tudi vse bliže točki, ko bo to zadolževanje praktično zelo oteženo. Namreč mi se pospešeno zadolžujemo in v državnem proračunu imamo že v letošnjem letu okrog milijarde evrov stroškov samo z odplačilom domačih in tujih obresti. To se pravi, pri približno 8,5 milijard prihodkov v državni proračun imamo za 1 milijardo samo domačih in tujih obresti, brez da bi odplačevali glavnico. Takšne so današnje številke, te bojo pa že naslednjo leto veliko slabše, kajti v letošnjem letu se bomo zadolžili še približno za 5 milijard evrov, povezanih z sanacijo bančnega sistema, reprogramov nekaterih posojil in z sofinanciranjem seveda primanjkljaja. Tako da želim vam povedati, da smo mi počasi pri koncu z našim zadolževanjem. Kajti noro je, a veste, to je glih tako, a veste, kot če bi imeli soseda, ki za 20% več porabi na mesec kot ustvari in si pride k vam vsak mesec posoditi denar, pa reče, lej, se si prijazen sosed, daj mi posod, ne, pa mu date drugič, pa mu date tretjič in potem ga po nekaj časa vprašate, poslušajte, dragi sosed, kaj si pa ti naredil, da boš jutri imel svojo bilanco izravnano, ne, da boš toliko porabil, ko ustvaril, da boš sploh začel razmišljati, da mi dolg začneš vračati. Ne. No in približno tako smo mi zdaj, mi ta primanjkljaj iz leta v leto povečujemo. In kaj je rešitev iz te situacije? Rešitev je samo, gre v dveh smereh. Prva je ta, da se začnemo v državi bolj racionalno vesti in drugo, da naredimo vse, da gospodarstvo več ustvari. To se pravi, na eni strani spodbujamo, da več ustvarimo v tej državi, več poberemo torej tudi dohodkov in s tem tudi financiramo podsisteme in po drugi strani se moramo resno zamisliti nad racionalnostjo funkcioniranja države. Danes, spoštovani, imam občutek, da v tej državi morate že vprašati skoraj, če lahko dihate, če lahko hodite. Skratka, za vsako stvar postoji neko soglasje, neko mnenje, neko dovoljenje. Mi smo do konca zbirokratizirali to državo, to čutimo ljudje, to čutijo pa še bolj gospodarstveniki. Karkoli želijo narediti, morajo nekoga vprašati, dobiti neko dovoljenje in plačati neke potem številne seveda dajatve, da dobijo to dovoljenje in tu smo nenazadnje tudi visoko na mejah korupcije. Torej, mi ne bomo racionalizirali države tako, da bodo poslej delala dva to, kar delajo danes trije, ampak da bomo celo kupico funkcij, ki jih država danes upravlja, enostavno odpravili. To se pravi, mi moramo pregledati in redefinirati funkcioniranje te naše države in tisto, kar ni nujno potrebno, na nek način odpraviti. In tako lahko racionaliziramo in pocenimo funkcioniranje države in posledično tudi razbremenimo gospodarstvo in ljudi, ter s tem omogočimo gospodarski zagon. Zato je seveda ta gospodarski zagon ključen in racionalizacija, če želimo dolgoročno, pa tudi srednjeročno, že zdaj govorimo, ne samo dolgoročno, financirati podsisteme naše družbe, financirati pokojninsko blagajno in zagotoviti stabilno izplačevanje pokojnin, funkcioniranje zdravstva, šolstva in vseh ostalih družbenih podsistemov. Pa ne nazadnje tudi socialne. Torej, mi si lahko vseh teh podsistemov prvošimo samo toliko, koliko bomo v tej državi ustvarili. Kajti to rezervo z zadolževanjem smo že pokurili v obdobju od leta 2008 do zdaj. Relativno kratko. Mi smo bili ena izmed najmanj zadolženih držav leta 2008. Leta 2008 smo bili zadolženi približno 22% ustvarjenega v državi, torej 22% smo imeli dolga glede na bruto domač proizvod ustvarjen. Danes imamo tega že krepko če 60%. Še noben niti točno ne zna zmeriti. Že 75%. To se pravi, od 22 do 75 smo uspeli pridelati
v slabih 6 letih, prej v 5 letih počestil. In vsem je jasno, da tako več naprej ne gre. Zdaj, kjeri ste kakršnekoli sisteme študirali, veste, da je tak sistem nestabilen. Tak sistem se bo podaril, ker bo padel. Ne more funkcionirati. In gledajte, mi zato v Slovenski demokratski stranki vztrajamo in tudi predlagamo nenehno vladi, da čim prej pride z konkretnim programom za spodbujanje gospodarske aktivnosti in za nova delovna mesta. In hkrati začne z ukrepi za racionalizacijo te države. To je, po moji oceni, prva prioriteta, če ćemo na srednji rok preživeti. In kje mi vidimo pravzaprav ukrepe za to, kar sem povedal? Prvo je zelo povezano. Racionalizacija državnega aparata, kot sem rekel, s prenovo poslovnih procesov države, je povezana z zniževanjem in boljšim poslovnim okoljem za vsa podjetja. Mi moramo podjetja razbremeniti davkov, kakor tudi administrativno razbremeniti. Kot veste, smo to tudi v preteklosti delali. Vse vlade, v katerih je bil predsednik vlade Janez Janša, so zniževale davke podjetjem in hkrati odpravljale administrativne ovire. V zadnjih letih smo priča samo dvigovanju in novim davkom. In to ni prava pot. Drugo, kar je seveda učinkovitejše upravljanje z državnim premoženjem, da bo od tega državnega premoženja tudi država nekaj imela, ne pa samo tistih par izbranih menedžerjev in ljudi na raznih nivojih, ki se seveda napajajo v teh podjetjih, temveč da bo država od tega nekaj imela in tudi postopen umik države iz podjetij, kjer država nima strateškega interesa. In mi smo pravzaprav v tem smislu tudi naredili v preteklosti precej korakov, vendar je ta vlada pravzaprav stornirala naše dokumente, ki so bili v parlamentu za boljše upravljanje in prišla z nekim seznamom 15 podjetij, ki jih zdaj tako ali drugače pod mizo prodajo. Mi imamo tudi še eno srečo, to je, da smo v začetku finančne perspektive, črpanja evropskih sredstev. Nas čaka nekaj milijard evropskega denarja, ki ga pa ne znamo pobrati. Ta denar je na tleh, samo prepogance je treba in ga bi morali pobrati in črpati. V letošnjem letu se začne nova finančna perspektiva, 2014-2020. V novi finančni perspektivi ima Slovenija precej denarja, vendar nimamo še niti osnovnih strateških dokumentov, da bi lahko ta denar črpali. Mi nimamo podlag za en razpis za črpanje, pa bi že lahko to delali. Mi ta denar krvavo potrebujemo, naše gospodarstvo ga potrebuje, pa ga ne moramo črpati, ker se kregamo na birokratski ravni, oziroma se kregajo, se mi sploh nismo tukaj upoštevajo vreden faktor, vlada ne zna narediti niti operativnega programa, partnerskega sporazuma, ostalih strateških dokumentov, da bi lahko objavili prvi razpis za pomoč gospodarskim subjektom. Pa imamo milijarde evropske. Tako da tisti, ko govorijo, da denarja ni in odkot denar, preprost odgovor, del ga je v evropskih fondih. In letos ne bo dobenega razpisa, kajti je nemogoče sprocesirati vse skupaj, da do tega pride. Torej, spoštovani, nič nam ne pomaga we need time ali pa ostala leporečja, ki nam jih trosijo najodgovornejši. Mi potrebujemo konkretno akcijo. Vsak, ki je kdaj kako podjetje vodil, ve, da če bo tamle zaposlenim in sindikatu trosil lepe besede, da od tega ne bo plače na konc meseca. Od dela in od ukrepanja je plača in je pravzaprav rezultat. Zato smo v Slovenski demokratski stranki še toliko bolj razočarani, ker smo pred kakšnimi 14 dnevi v parlamentu odprli diskusijo na to, po naši oceni, prvo prioriteto. Konkreten program ukrepov za gospodarsko rast in nova delovna mesta, ki morajo biti ciljno naravnani, časovno določeni in finančno vrednoteni. Nam so s strani Ministrstva za gospodarstvo, kjer nažalost tudi sploh ministra nimamo zdaj že kar nekaj časa, našteli nekaj že tekočih projektov, ki očitno ne dajo rezultate, če ne bili v recesiji. In novih ukrepov ne načrtujejo, kar pomeni, da vlada pravzaprav sploh tukaj nima nekega resnega programa ali pa nekega načrta,
kako se izviti iz tega primeža in zopet verjetno upa, da se bo to kar zgodilo samo po sebi. Jaz ne vem, da bojo neko okrevanje v Evropi prineslo zelene številke tudi v Sloveniji. Ne bo, če ne bomo sami storili potrebnega. Ne. Zato bomo tudi v prihodnjih tednih in mesecih naredili vse, kar se tiče poslanske skupine, da bomo pritiskali na vlado v tem smislu, da se seveda zave te potrebe in čim prej začne tudi ukrepati. Torej, spoštovani, naj sklenem, če ne bomo razumeli nekih preprostih ekonomskih abeced, tudi v naši tej visoki politiki, potem nam Bog pomagi. Če ne bomo razumeli, da je konec zadolževanja in da je potrebno ustvariti toliko, koliko porabimo v tej državi, potem je konec za nami. To niso besede, ki bi bile, ne vem, pretirano ali pa sploh ne črnoglede, to so čisto realne zadeve, ki jih vsak izmed vas, ki vodi svoje gospodinjstvo, razume. To vsak razume, ki je kdajkoli v življenju kaj delal oziroma ki vodi neko preprosto domače računovodstvo. Zato moramo res vsi skupaj apelirati, da se neha to obdobje obremenjevanja prihodnjih generacij, kajti to je najmanj korektno do njih in besede premierke, da so mladi prva prioriteta, bi se morali začeti pri tem, da neha obremenjevati mlade. Naše zadolževanje pomeni obremenitev naslednjih generacij. Mi, ki smo danes tu in imamo 10, 15, 20 let do penzije, tega ne bomo plačevali, kaj je preveč. To bojo plačevali naši zanamci. In v njihovo dobro moramo seveda te stvari čim prej tudi realizirati in narediti vse, da bojo, če nič druga, tudi te odgovorni to spoznali. To z moje stvari. Hvala lepa.